Spoštovane gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni. Razmišljamo o krepostih. Rekli smo zadnjič, da so kreposti naša notranja moč, duhovna kondicija, da zmoremo narediti to, kar je treba, da jo lahko primerjamo telesni kondiciji, ki je v izurjenosti, v tej notranji trdnosti, moči, vzdržljivosti, ki jo človek ima, da se lahko loti nalog, ki ga čakajo in jih tudi ustrezno izvrši. In tako je tudi krepost taka duhovna kondicija, duhovna moč, ki jo pridobimo z vajo, tako kot telesno kondicijo. Z vajo v dobrih dejanjih, da to postane naša druga narava, se pravi naša pridobljena narava, naša notranja dispozicija, razpoloženje, ki nas usposablja, da vedno prav naredimo. Torej ne samo, da dobro delamo, ampak da tudi dobri smo. Nasprotje tega bi lahko rekli, je človek, ki bi bil podoben robotu. Danes se o robotih veliko govori. Razmišljamo o tem, da bi imeli take naprave, take aparate, ki bi jih sami naredili in ki bi sami od sebe stregli onemoglim in starim ljudem, ki bi znali zaznati njihove potrebe, njihove signale, njihove znake in bi ustrezno ukrepali, ki bi prinesli, kar potrebujejo, počistili in tako naprej. Tak aparat, tak robot, ki že danes lahko naredi zelo zapletene zadeve, recimo pomaga pri kirurških operacijah, tak robot bi delal dobra dejanja, bi lahko rekli. Ne bi pa bil dobro bitje, zato ker bi ne bil svobodno bitje, ker bi bil kakor suženj, v katerem so včasih v času sužnjev rekli, da so sužnji govoreča orodja. Taka govoreča orodja bi znala marsikaj dobrega, lepega narediti, a dobra bitja to ne bi bila, ker bi se za to svobodno ne odločila, zato ker je to dobro. In mi nismo poklicani za to, da bi bili roboti dobrih dejanj, da bi dobro delali, ampak da bi dobri ljudje bili. In to smo po svojih krepostih. Že zadnjič smo omenili, kako Jezus poudarja proti farizejem, da ni dovolj, da samo izvršujemo zunanja dejanja, ampak moramo imeti dobro srce. Kot pravi Jezus, vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega hudo. Ali kot pravi pregovor, česar je polno srce, to usta govori. Odločilno je srce, naša notranjost, naša pripravljenost, naše mišljenje, naše vrednote in dobra dejanja temu sledijo. To so kreposti, z vajo pridobljene in utrjene naravnanosti k dobremu in plemenitemu ravnanju. Danes se veliko govori o dobrih dejanjih. Seveda vidimo dobra dejanja, srca ne vidimo. Tudi v cerkvi smo pogosto padli v to preveličevanje storilnosti in opazujemo človeka samo, kako dela. Govorimo o dobrih delih, da moramo delati dobra dela.
In ko govorimo o ljubezni do bližnjega, še posebej do tistih med nami, ki nas najbolj potrebujejo, imamo pred očmi, kaj vse je treba storiti zanje. Gotovo je vse to potrebno in je prav, da o tem govorimo, le da pri tem ostanemo na pol poti, če ne poudarjamo pomena plemenitih namenov, plemenitega srca, plemenitih vrednot, ki jih moramo nositi v sebi. Jezus z govorom o srcu in dobrem drevesu, ki prinaša dobre sadove, poudarja, da so dobra dejanja res dobra, če jih naredimo z dobrim namenom, da dobra zunanjost predpostavlja dobro notranjost in ta notranjost so naše kreposti. Ko pravi Jezus, gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker kozarec in skledo čistite od zunaj, znotraj pa sta polna ropa in nezmirnosti, slepi farizej, očisti najprej kozarec znotraj, da bo čist tudi zunaj. Če je naše srce plemenito, potem so tudi naša dejanja, ki temu sledijo, plemenita. Bogu namreč ne gre za to, da delamo dobra dela. Se pravzaprav on naših dejanj ne potrebuje. On si želi, da bi mi sami bili dobri in plemeniti in da bi vse to, kar dobrega naredimo, prihajalo iz dobrega srca in to dobro srce so naše kreposti. Seveda je naše požrtvovalno, goreče, krotko, dobro srce lahko samo živo človeško srce, ki bije v naših prsih. In zato je treba človeka za to vzgojiti. Ne samo vzgajati ga, da bo dobro delal, ampak da bo tudi dober človek, da bo dobro mislil, da bo imel dobra prepričanja, da bo imel dobre namene, iz katerih bodo vznikale dobre pobude in dobra dejanja. Ne moramo skrbeti samo za dobre sadove, za dobre sadeže. Najprej je treba poskrbeti za dobro drevo in to je namen vsake resnične vzgoje. Kako pa lahko spoznamo, da delamo dobra dejanja in da smo hkrati tudi dobri ljudje, dobra drevesa, ki prinašajo dobre sadove? To se najlepše vidi po tem, ali dobra dela delamo z veseljem ali s kislim obrazom. Že stari grški modrijan Aristotel je na to opozarjal. Kdor je res velikodušen in darežljiv, pravi, bo dajal z veseljem in brez obžalovanja. In tudi apostol Pavel v pismu Korinčanom, kjer jih spodbuja, naj bodo darežljivi, pravi, vsakdo naj da, kako se je v srcu odločil, ampak ne z žalostjo ali na silo, ker ga recimo on na to pregovarjal, kajti Bog ljubi veselega darovalca. Veselega darovalca ljubi Bog. Prava in resnična krepost se izkaže ravno v tem, da človek dobra dela z veseljem in se pri tem samemu sebi ne smili, če mora recimo narediti nekaj, kar je naporno, ampak je dobro in tudi ta napor z veseljem vzame nase. Če se ne zlažem samo zato, ker se bojim iz strahu, ker se bojim, da bi me na laži ujeli, sicer pa bi se, potem nisem resnicoljuben. Potem sicer govorim resnico, ampak v svojem srcu sem lažnivec, ker bi to naredil in se na to nisem prav nič ponosen in vesel, če se nisem zlagal. Če pa se nekdo ne zlaže zato, ker ve, da to ni v skladu s človekovim dostojanstvom, ker je resnicoljuben in plemenit človek, potem je vesel, da mu ni bilo treba poteptati svojega človeškega dostojanstva. In v tem je prava značilnost resnične kreposti, ki prihaja iz prepričanja.
Svetniki, ki so lahko včasih bili zelo delovni, se zelo trudili, se zelo odpovedovali samemu sebi, prevzemali nase herojske napore, so bili pri tem vedno tudi hkrati srečni. Niso pričakovali nobenega drugega plačila, kajti njihovo največje plačilo je bilo ravno to veselje, da so mogli narediti in smeli narediti nekaj dobrega. In zakaj nas pri kreposti spremlja veselje? Zato, ker takrat doživimo, da smo na cilju. Cilj našega življenja je postati dober, plemenit, kreposten človek in zato smo nad svojo krepostjo, če nam uspe, veseli in srečni. In ko človek s svojimi krepostmi to res postane, je dosegel cilj, je dosegel razcvet samega sebe. In kaj je lepšega, kakor priti na cilj. Zato je to najbolj čista in trajna sreča. Stari grški filozof, modern Aristotel, pa v svoji razpravi o krepostih večkrat poudarja še eno dobro posledico krepostnega življenja. Pravi, da samo dober človek prav vidi, prav spoznava. Za pravilno spoznanje ni dovolj samo bistroumnost. Tudi veliki kriminalci so navadno bistroumni. Za pravilno spoznanje je najprej potrebno poštenje, krepost resnicoljubnosti, krepost modrosti, krepost nepristranskosti, iskrenosti, preprostosti, pravičnosti, zmirnosti. Kdor teh kreposti nima, ne zna stvari postaviti na pravo mesto, jih ne zna prav presoditi, kaj šele ljudi. Takrat navadno presoja po svojih interesih, po svojih željah, po svojih predsodkih in takrat seveda zadevo zgreši. Zato, da človek prav presoja, recimo sodnik, ni dovolj, da natančno pozna zakonodajo in pravila logičnega sklepanja, ampak mora imeti kreposti, moralne kreposti, poštenja, resnicoljubnosti, pravičnosti, nepristranskosti. Poleg prispodobe srca uporablja Jezus za ta notranji svet vrednot tudi podobo očesa in svetlobe. Tako pravi, če pa je tvoje oko pokvarjeno, bo temačno vse tvoje telo, se pravi vse tvoje življenje. Če je namreč luč, ki je v tebi tema, kako velika je taka tema. Človekov notranji svet kreposti, zaradi katerega nas vleče k vsemu, kar je resnično dobro in lepo, je kakor žaromet, kakor osvetlitev, ki prav osvetljuje naš svet okoli nas, da ga prav vidimo, da prav ocenimo ljudi, da prav vodimo svoje korake, usmerjamo naše želje, naše interese, naše cilje in naša dejanja. V tem postnem času je pravi trenutek, da očistimo ta naš notranji žaromet in okrepimo njegovo svetlobo. Hvala lepa.